Glavnino dela pri tem seminarju bomo opravili znotraj pisarniškega paketa Microsoft Office 2007. Ste verjetno že opazili, je uporabniški vmesnik kar precej spremenil od prejšnje različice Officea. Namesto menija na vrhu programov znotraj paketa Office najdemo tako imenovani track. Za track pravijo, da se ga novi uporabniki bistveno lažje in hitreje naučijo kot vseh pogovornih oken znotraj menijev in orodnih vrstic. Poglejmo si, kako je track sestavljen. Track se običajno razteza na vrhu našega delovnega področja in je sestavljen iz kartic. Kartice osnovno, vstavljanje, postavitev strani, sklic in tako dalje. Znotraj kartic so posamezne skupine, ki združujejo ukaze, ki delajo podobne stvari. Ukazi so lahko bodisi opremljeni z ikono in napisom, samo z gumbom ali pa samo z napisom. Običajno je tako, da se pri vsaki skupini več ukazov skriva še pri pritisku na tale gumbek desno spodaj pri posamezni skupini ali pa pri pisavi. Ideja teh skupin je ta, da se pomembnejši ukazi oziroma ukazi, ki jih pogosteje uporabljamo, pojavljajo na našem tracku oziroma na skupini. Tisti, ki jih manj pogosto uporabljamo, pa se skrivajo in so dosegljivi samo s pomočjo tega gumba tukaj ali pa gumbov oziroma teh puščic, ki nam odpirajo dodatne možnosti. Posamezne kartice oziroma posamezne skupine, kot boste opazili, spreminjajo svoj videz v odvisnosti od tega, od ločljivosti našega zaslona oziroma v odvisnosti od velikosti okna za urejanje besedila. Poglejmo si še primer z dodatnimi možnostmi, ki jih dobimo pri oblikovanju posebnih objektov, kot so slike ali podobne stvari. Vstavimo najprej eno sliko. Recimo vstavimo tele pingvine. In takrat, ko imamo sliko označeno, se pravi tako, da kliknemo na njo z levim gumbom, se nam zgoraj na tracku pokaže dodaten napis Orodje za slike. Kliknemo Oblika in tukaj sedaj imamo vse ukaze, s katerimi lahko upravljamo, spreminjamo, oblikujemo tole označeno sliko. Lahko spremenimo položaj, lahko jo oblijemo z besedilom ali jo postavimo pred besedilo, lahko jo zrcalimo, lahko jo poravnamo, lahko ji spremenimo velikost, lahko jo uokvirimo in še marsikaj. Takoj, ko sliko označim, se pravi, da kliknem nekje zunaj te slike, mi ta orodna vrstica z ukazi za oblikovanje slike seveda izgine. Naslednja pomembna novost, ki je predstavljena v zbirki Office 2007, je tako imenovani živi
predogled oblikovanja, kar pomeni, da če mi del besedila želimo oblikovati z drugačno pisavo, ga seveda, tako kot v vseh dosedanjih verzijah, najprej označimo, nato pa spremenimo oziroma oblikujemo besedilo. In če pogledate, medtem ko jaz spreminjam velikost besedila, čeprav še nisem potrdil svoje izbire, že lahko na listu vidim, kako bi tale moja odločitev vplivala na obliko mojega dokumenta. Ali recimo spremenim vrsto pisave. Na tak način odpade precej poskušanja, tako kot smo delali včasih, ko smo najprej neko obliko izbrali, nato pa, če nismo bili z njo zadovoljni, smo kliknili gumb razveljavi. To počistiti. Morda za začetek še ena pomembna stvar. Tale del aplikacije tukaj zgoraj se imenuje vrstica za hitri zagon in v to vrstico, ta del traku, lahko dodajamo poljubne ukaze, recimo tale preslikovalnik oblik. Če ga kliknemo z desnim gumbom, se nam pokaže opcija oziroma možnost dodaj v orodno vrstico za hitri dostop. Takoj ko to naredimo, je tale ukaz vedno dosegljiv tukaj zgoraj. Lahko pa seveda ukaze tudi iz te vrstice za hiter dostop odstranimo, tako da ga kliknemo z desnim gumbom in izberemo odstrani iz orodne vrstice za hitri dostop. Takole. Nekaj ukazov oziroma nekaj možnosti, nekaj običajnih možnosti nam Microsoft Office oziroma bolj konkretno Word, Microsoft Word 2007 tukaj že ponuja. Mi lahko samo poklikamo tele možnosti in se nam najbolj pogosti ukazi enostavno dodajo v to vrstico za hiter zagon. Se pravi, ali jo izberemo iz tega prednastavljenega seznama, ali pa sami poskrbimo za to, da bodo ukazi, ki jih sami najpogosteje uporabljamo, se skrivajo v tej vrstici. Tale okrogel gumb levo zgoraj se imenuje gumb Office in znotraj, ko pritisnemo na tale gumb, se nam odprejo vse možnosti glede upravljanja z datotekami, se pravi tudi tiskanje, odpiranje, shranjevanje, celo pošiljanje po elektronski pošti. In vsi ti ukazi, ki imajo zraven sebe tudi eno puščico, skrivajo še dodatne možnosti. Kot vidite, to so možnosti, ki nam jih nudi Word pri shranjevanju ali recimo pri tiskanju. Če izberemo hitro tiskanje, se okno za nastavitve tiskalnika ne bo odprlo, recimo če izberemo natisni, pa bomo seveda imeli vse možnosti, ki smo jih že vajeni za nastavitev tiskalnika, preden natisnemo kak dokument.